A veste, dragi moji aljeni, jaz tele lučke tamle vedno požgem glede na mood in danes mislim, da mora biti tak rdeč erotičen. Gremo na lučke, rdeč. Tole čez vse, da se zagrejemo, mečkam. Koliko ste me prosila, Lenka, govor o seksu, o prvih poljubih, o prvih. Ful je bilo vprašanje, spet kakršen koli ljubezenski video in tukaj imamo erotičen video, oziroma poučno erotičen, zgodovinsko erotičen, kakorkoli hočete, torej seks v času kraljice Viktorije v viktorijanskem času. Torej govorimo o času, ko je vladala kraljica Viktorija. Če hočete v njej tudi pogledati tale serijo, pogledajte serijo, se preprosto reče Viktorija, mislim, da je tlem dala slikco, meni je bil ful všeč, pa tudi dejansko se njena zgodba, tudi ljubezenska, se ful dobro razpleta v tej seriji, tako da. Najprej mečkem podlage, zakaj je bil ta viktorijanski čas glede intime tak, kakršen je bil. Kraljica Viktorija je imela enega strica, Georgea IV. Ta George IV je bil tako največji babek, največji žensker, ves čas je imel ljubice, sploh ni imela ta pravih bratrancev pa sestričen, ki so bili vsi bastardi oziroma so bili pač nezakonski. In tudi, ko ga je prvič na dvoru obiskala, je imel tam ne ženo, ampak ljubico in ona je bila charmed, pač bila je ono, oh wow. In tudi kraljica Viktorija je imela ful passion oziroma ful želje in strasti do plesa in dejansko do strasti in do intime in do seksa, je veliko tudi pobrala verjetno od tega Georgea IV. 1837 je ona postala vladarica in iz njenega osebnega dnevnika lahko ful veliko razberemo o njej, tudi to, ko se je zaljubila in koliko rada je imela seks. Ministri so bili, ne vem, najbrž so še svetovalci, tako glavni svetovalci kraljice in takrat je bil minister Melbourne in on je iz mesta ves čas prinašal spletke o seksu, o tem, kaj so ljudje med sabo počeli, o raznih aferah in je bilo to ekstra zanimivo in na dan so lahko tako po 6 ur in sta samo upravljala, tako da tudi tukaj je začela njena domišljija malo delati. Pol pa pride k njej na dvor princ Albert in njuno zgodbo res v seriji lepo lahko spremljate in ona se čisto zaljublja in poje v dnevnik piše, koliko je hud, koliko ima lepe oči, koliko sploh ne more, koliko je on wow. Ampak naletimo na prepreko in ta prepreka je, da takrat je mogla ona kot nadrejena na nek način zaprositi njega in ga je zasnubila in on je v srečen rekel ja in sta bila dejansko full happy power couple in v njej zvemo to 6 dnevnike, da je res oboževala, kot sem že rekla, intimo in posteljne doživljaje, ampak ni pa imela rada tega, kaj pride zraven in to so otroci. Ne, to ful ni bilo vesele, biti noseča nasploh je bilo nevno, ker takrat ona ni vedela za kontracepcijo. Pazi zdaj to, dejansko je vprašala svoje ljudi okrog sebe, če ji lahko pomagajo, kako ne zanosi skoraj vsakič, ker pač ima spolen odnos in ji niso smeli dejansko dati predloga. Niso ji smeli povedati, čeprav so že imeli kondome. Tako da prva točka o seksu v viktorijanskem času, kondomi so. Kakšni so? Narejeni so bili dejansko iz mehurja od ovce, kar pomeni, da preden si ga uporabil, si ga mogel dati v vodo, da se je zmehčal in potem si ga na vrh luleka navezal z vrvico. Ful neudobno zveni za oba spola. In tako, kot sem rekla, ona osebno in nosečno se imenovala The Shadow Side of Marriage, torej česa, kar res ni marala, tako senčna stran, nekaj bedenga, ampak njo in Alberta so imeli vsi za tako, kot sem rekla, couple goals, tako ful zaljubljena, videli so, da se imata ful rada, glede na to, da sta imela ful otrok in sta bila res ideal poroke takrat. Druga točka in to je stvar, ki bo večinoma spremljala cel ta video. Takrat se je ful tepel med sabo tabu o seksu in o intimi in istočasno to, da so bili čisti perverznjaki. Torej oboje naenkrat. Takrat se je ful razvila ta verska dogma, ekstremistična, puritanci, moraš biti čist pure, delati, nič slabega, ne misliti, ne nič. Seks je nagraužen, ampak istočasno jim je ful dogajati, ker se veste, tisti, ki je najbolj prepovedan, si najbolj želiš. Kar nas pripelje do točke 3, to da je heteroseksualni seks, to pomeni med moškim in žensko bil edin sprejemljiv, pa ne kadarkoli, obviously po poroki, pa še takrat moraš čim manj uživati, drugače grešen, nagraužen. To moraš početi samo zato, če že moraš pa, da narediš tistega otroka, drugače moraš pa sovražiti seks, ker je nagraužen, pa masturbirati, bog ne daj. In najbrž mi ni treba niti razlagati, koliko je bilo takrat odvratno, če ti je bila všeč kakšna bolj osnovna oblika pornografije ali pa prostitucija, ali pa istospolni partnerji, takrat, da bi dve ženske bila skupaj ali pa dva moška. Ej, Alenka! Ja? Ej, ker smo lih pri seksu in alieni, a te zanima najbolj seksi vesoljski predmet ever? Sure. Bam! Ampak tole ni samo projektor zvezd, tole je vibrator. Jep, vibrator.
Tale vibrator je vodoodporen. Reče se mu Swacom in ima tudi Swacom Pulse tehnologijo, kar pomeni, da suza, vleče. I tried, it's awesome. Uravnavaš ga lahko z appom. In da vam rečem, jaz sem gledala take vibratorje za 300 € in zdaj vidim, da obstaja tale, ki ga lahko z appom na hiter probala, sem vse možno z glasom ga lahko s prsti rišeš, ima 5 različnih intenzitet in pa 3 različne projekcije zvezd, ker dejansko stvar tako res intimno, nočno, lepo, prijetno vzdušje se ste videli. Tako na magnet gre skupaj, res eleganten in če ga kjerkoli pustiš, se sploh ne vidi vibrator. Imate še to krasno lila barva in vedno tele dve moje kodi, ena je na znižene stvari, ena je na neznižene stvari. Gremo dalje. Četrtič. Dob si mislim, ampak v tem obdobju pornografija, ne glede na to, koliko so to prezirali, pride do razcveta in so začeli slikati in upodabljati te stvari in njihove ideje in fantazije so bile najbolj crazy. Tu take malo žalostne, kakor posilstva žensk, ugrabitve žensk in po drugi strani, pazi to, očitno, pa nisem vedela, obstaja fetiš, ki je moškim fetiš in sicer to, da ti nekdo grozi, da ti bo odrezal in razcefral in uničil in ranil ud. Torej, če ti pride, bom ti tvoj ud odrezala ali pa razrezala ali pa nekaj. In to jim je bilo ful všeč in to so ful veliko upodabljali. Valjda ni bilo filmčkov, ampak bilo je pa marsikaj drugega. Petič, v začetku 19. stoletja v Angliji delali prek 80,000 prostitut. Ampak takrat so veljale za prostitutke tudi ženske, ki samo niso bile z moškim poročene, pa so imeli otroke, ali pa samo ženske z otrocmi. I mean, what the heck. Šestič, sifilis je bil ekstremno razpasen in ful hiter se je širil. Sedmič, viktorijanci so bili obsedeni z masturbacijo, ker pač je bila valjda prepovedana in grda tabu stvar, ampak so zato ustvarjali najbolj nagražene načine, kako jo preprečiti. Tole je bilo za moške, torej če se ti dvigne, se dobesedno ti zapičeno te stvari, za ženske je bilo pa še dosti hujš, valjda za nas je bilo celo zgodovino vse full fucking hujš in sicer, da so ti dejansko lahko samo odrezali klitoris. Bolano. Osmič, seks igrače nam ful, ker dildoti so bili tak od nekdaj, ampak tukaj v tem obdobju so pa začeli seks prakse dejansko medikalizirati oziroma upeljevati v medicino. Torej, če je ženska doživljala histerijo, recimo, da se jim malo mešalo, da je mečkan bila panična, da živci niso delali kjerkoli mentalna bolezen ali pa da je bila dejansko spolno nepotešena, je mogla zato k zdravniku, da so jo ozdravili. In pa včasih je bilo to z rokam, včasih so imeli pa razne pripomočke, večinoma so imeli pripomočke, ampak predstavljaj si to, da ti gre žena ali pa punca zdravniku, da to zrihta zraven pa sestra henga, amen. Devetič, valižanski princ je imel seks stol. Mislim, načeloma so govorice, ampak jaz sem se odločila, da verjamem, da ga je res imel. Kralj Edward VII. Zdaj gremo pa na mečkam bolj take disturbing stvari, take, ki jaz vsakič ekstremno jezna zraven ratam, da jih moram sploh povedati, da so se dogajale, ampak so se in prav je, da veste in da se taka bolana zgodovina nikdar več ne ponavlja niti v najmanjši obliki. Posilstvo je bilo do ene mere zakonito. Zakaj? Ker če je ženska boga Reva zanosila po posilstvu, je to pomenilo v njihovih glavah, da je sama kriva, ker če je lahko zanosila, ji je mogel pasati in ji je mogel biti všeč. Torej, v bistvu je ona kriva, ker v bistvu se je ona želela, po možnosti ga je še zapeljala. Ponavadi jim itak niso verjeli, ali pa jih niso resno vzeli, ali pa so bile še krive, tako da niso imeli nobene podpore, nič preprost nagravžen. 11. točka, maybe? Spolna vzgoja ženske je mogla biti, ampak ful omejena. Zakaj? Ona je mogla osnovno vedeti, kako približno roditi, mogla je približno vedeti te glavne stvari, kje je lula, kje je kaka, ampak ne pa preveč, da ne bi slučajno ratela radovedna in se sama sebe dotikala, ker bog ne da bi moški ratela za 5 minut nepotrebni. Disgusting. Naslednja točka, tudi nagravžna. Ženska bi se mogla sramovati svojega telesa. Torej, ko jo moški prvič sleče na poročno noč, bog ne daj prej, valjda, ker pa je prostitutka, ampak bi mogla biti ne, nočem, disgusting, grda sem. On bi mogel dati vso pozornost, vse prvič je lepega poje, če že, ampak magari tudi ne. V glavnem, cel ta akt spolnosti in intime mi mora biti nagravžen, da je spodobna devica in pridna in mirna in okej. Mislim, da je 13. točka tekmovanje v orgazmu. Včasih sta partnerja tudi tekmovala v orgazmu, ker je veljala ideja, da tisti, ki doživi boljši in daljši orgazem, po tistmu bo otrok bil, torej tistmu bo podoben. 14. točka recimo, če nisi hotel zanositi, so predlagali 2 stvari. Ena stvar je, da kuj po spolnem odnosu pleš po spalnici, drug predlog pa je bil, da naslednje jutro s konjem kasirati, torej tek ali kvaj že to.
Zdaj, teh par naslednjih točk je res, da bi otrok pisal. V eni knjigi so imeli napisano, ki je bila zelo slavna in point vsega. Da ja ti malo, da ja ti redko, da ja ti nesrečno. Navidezna bolezen, zaspanost in glavoboli so v teh zadevah ženskam najboljši prijatelji. Tole dejansko so ženskam predlagali v zakonu, valjda. Bog ne dej privoliti v seks, Bog ne dej si ga želeti, moraš mu ga zanikati, lagati, da te glava boli, lagati, da te vse boli, da ne moreš. Če pa slučajno še vedno tišivate, ga pa tisto 1 uro preden misliš, da bo hotel seksa, to je bilo dejansko v knjigi napisan, mu pa zbi vso moralo in ga malo dol potleč in ga malo zmeraj in mu malo negej, kao da mu bo vse dol padal, vključno z orodjem in da ne bo treba seksati. Zato, ker Bog ne dej zakon, sveto stvar, uničevati s poželenjem in da vse skupaj rata ena razuzdanost. Še v zadnjo točko. In karkoli že delajte, ne seksajte na stopnicah. Ker če boš seksal na stopnicah in naredil otroka, bo ta otrok pohabljen. Rodil naj bi se z ukrivljenim hrbtom. Ja. Še enkrat moje 3 kodice. Upam, da ste uživali v tem videu, lahko še kdaj kaj podobnega naredim, seveda. Pridni bodite, predvsem božansko jutr, mislim, da je jutr, praznujte nov let in srečno 2024. Alien Mama Out se gledamo v naslednjem letu. I love you, bye.